Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes tale video je namenjen za ženske. Veste, kaj sem razmišljala? Kateri odnos je najbolj pomemben, da ga spustimo, da lahko začnemo napredovati? Se pravi, kar se tiče osebne rasti, kar se tiče čiščenja podzavestnih vzorcev. Kateri odnos je tisti, ki dokler tega ne narediš, ne moreš iti naprej? A vam povem, kateri? Bi človek rekel, mama, oče, prvi odnosi v življenju. Ne. Spolni partnerji. Spolni partnerji so tisti in dejansko je prva stvar, treba je počistiti energijo maternice in odpustiti vsem spolnim partnerjem. Zdaj pa zakaj? Moška energija se v ženskem telesu skladišči 7 let. To ste verjetno že slišali. In v glavnem, če jo ne počistite, če jo ne znate počistiti, pomeni, da te energijske niti vstajajo od prvega spolnega partnerja naprej v vaši maternici. In razpadejo šele z letom, ko imate 93 let. Zdaj pa po večini ne doživijo ljudje 93 let, to je prva zadeva. Druga zadeva pa, veste, kako lahko veste, a ste že kdaj srečali nekoga, ki je bila neverjetna kemija, ki je bila neverjetna energija s tem človekom? Zakaj? Iz nekega drugega življenja se poznata in je pač energije, ki niso razpadle, ki se niso izčistile, je to tako magnet, ki te potegne skupaj. In te magneti, ki te potegnejo skupaj, dokler ne boš šla počistiti energije maternice in dokler ne boš odpustila vsem tistim, spolnim partnerjem, ki imajo zamero do tebe, do katerih ti čutiš zamero, toliko časa ne moreš napredovati, toliko časa ne moreš iti naprej in šele na to sta starša, oče in mama, oziroma mama povezana s popkovino in oče povezan s korensko čakro. No, zdaj pa, če gremo lepo te 3 odnosi, ki so najbolj pomembni. Se pravi, če gledamo, kaj je prvi korak, ki je najbolj pomemben pri vaši poti osebne rasti. Prva je odpuščanje. Odpuščanje. V glavnem, in ko začnete delati na odpuščanju, prvi je spolni partner, se pravi mož, partner, ljubimec in to vsi. Se pravi, tukaj ni, da ko prekinete neko vezo, da stvari kar razpadajo. Ni tako, ne gre na ta način. Če ne počistite energije maternice, toliko časa ne boste mogli iti naprej. No, zdaj pa, kje najdete, kako počistite energijo maternice? Vzamete v roke knjigo, ko imajo duše žur in imate noter lepo opisan, kako počistite energijo maternice. Druga knjiga, kjer govorimo o tem, o spolni čakri, o energiji maternice, ko imajo čakre žur. No, v glavnem, to boste že najdeli, v glavnem zdravilna molitev dekodiranja, zato da ščistite te energijske niti. Zdaj pa naslednja zadeva. Ko vi odpustite, se pravi, kdaj pride do zataknjene energije? Zataknjena energija je v bistvu tako kot kaveljček. Ne vem, če ste že kdaj gledali, kako izgledajo, kako se paraziti prpnejo v našem telesu. Paraziti se dobesedno preko takega kaveljčka prpnejo noter v črevesje in srkajo našo življenjsko energijo. Ravno tako pa vsi odnosi, ki so odpustili na našem čustvenem telesu razočaranje, zamero, se točno takole pripnejo na naše telo. Zdaj pa poglejte, če je spolni partner, razočaranje, zamera, kam? Gre to na maternico. Maternica je pa vaš center moči, center ženske moči. Kako boš v življenju delala korake naprej, kako boš delala premike, kako boš ustvarjalna, če imaš tam noter takele kaveljčke, ki srkajo tvojo energijo. Naslednja zadeva, to sem vam itak že razlagala. Potem v jesenskem času nisem še sestavila skupaj, ampak od oktobra naprej bom začela potem delati prvi, drugi pa tretjo stopnjo
V glavnem, ampak bojo v živo, ne bom delala samo prek interneta, ampak bom delala v živo, zaradi tega, ker točno vem, kaj želim naučiti. Prva stopnja je povezana s tem, da se osvobodiš vseh teh energijskih niti, ki te vežejo na nizke energije, se pravi na zamero, razočaranje, sram. A veste, kako močno čustvo je sram? Ker glejte, sram, veste, kako sem prišla do tega, da je v bistvu to najbolj uničujoče čustvo sram. Poglejte, v Svetem pismu itak vse piše. Če berete Sveto pismo, piše, da na začetku sta Adam in Eva sta jedla sadež prepovedanega drevesa, se pravi, jih je zapeljala kača. Zdaj, kaj je ta kača? Kača je kundalini energija, ne? In kundalini energija je spolna energija, se pravi, sta posegla po prepovedanem sadežu, se pravi, preko spolnosti, Bog si ga vidi, kaj sta delala. Malo skakljala okrog. V glavnem, in ker sta skakljala okrog oziroma jedla sadež prepovedanega drevesa, ju je postalo sram. Nista bila jezna nad kačo, nista zamerila, nista bila, nobeno drugo čustvo ni opisano, ampak je prvo čustvo opisano sram. Se pravi, sram ima najnižjo vibracijo izmed vseh čustev. Zdaj pa pomislim, kaj je sramotno v tvoji družini? O čem se ne govori? Kaj bi bilo bolje, da se ne bi zgodilo? Če se je tebe sram, mogoče si ti kakšno dejanje naredila, ki ga danes ne bi mogoče naredila, pa te zdaj sram in Bog ne daj, da kdo to zve. Ja, pač, kaj bomo rekli? Dajte pi zraven, pač jebat ga. Naredila si najboljš, kar si zmogla. Ne moš spremeniti ne sebe, ne družine, za nazaj ne moš nič spremeniti, lahko pa spustiš in odpustiš. To je pa kar ključna zadeva, ker če ti zmoreš odpustiti, boš dejansko zbrisala tale kaveljček stran, lej to. In potem boš lahko odstranila to zamero. No, zdaj pa poglej, sram, ki vibrira na najnižji vibraciji, in mi imamo med korensko čakro in spolno čakro energijsko posodo. In ta energijska posoda pušča preko sramu, zamere. Če gledamo na spolno čakro, se pripnejo vsi partnerji, spolni partnerji, in dobesedno ti tukaj šprica ven energija in na koncu se ti vlečeš kot ena glista skozi življenje. Ti zmanjka energije. Potem s korensko čakro je povezan oče. Oče, vsi njegovi programi, da se razumemo. Če oče je bil zasvojen ali pa je zasvojen s kakšno zadevo, je po vsej verjetnosti to povezan tudi z neko vašo ali jezo na zasvojene ljudi, ali pa potrebo potem, da si zasvojena. Pač ta odnos oče-partner, to je energijska posoda za nas ženske, tukaj govorimo, ne? In ta naša energijska posoda, dobro, potem je tukaj popek, ne? Popek je pa potem mamina energija, popkovnica, ki je povezana z mamino linijo družine. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, spolni partnerji pa oče. No in zdaj greš pogledat najprej. Kaj vse ti gre na živce? Kaj vse te moti? Kaj oče nikdar ni? Kaj partner nikdar ni? Kaj je vedno delal? Mogoče je vedno kritiziral, se pritoževal, nič ni bilo zadosti dobro. Če si zadela na loteriji in si se po možnosti poročila z človekom, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo, potem imaš kaj zadelati. Zakaj? Zaradi tega, ker kdor ima narcisoidno osebnostno motnjo, je tako močno ranjen, da itak svoje rane ne priznava, ampak hoče vse okrog sebe prepričati, da so oni problem, da si ti preveč občutljiva, da imaš ti serijsko napako, da si ti tista, ki se vedno pritožuješ, da si ti tista, ki je zmerom vse po tvoje. Pač. In če preveč dolgo poslušaš take ljudi, sčasoma začneš verjeti, da je nekaj narobe s tabo.
da je res nekaj narobe s tabo. In ja, se pravi, tale tvoja energijska posoda je tako močno naluknjena, da niti ne verjameš več v svojo vrednost. In vsak odnos je ta prav. In vsak odnos te uči korake. Zdaj pa kje začeti? Najprej črno na belo, moti me, na živce mi gre, na jedra mi gre, tega ne morem odpustiti, ne morem spustiti, tega ne morem prebaviti. Na list papirja, daj najprej partnerje in daj očeta. Lahko to daš, pač tukaj ne gremo toliko na moške sorodnike, kot so bratje, ker dejstvo je, da korensko čakro definira oče. To je očetov program, se pravi. Veste, enkrat je ena gospa rekla, da nikakor ni prišla skozi meditacijo za čiščenje korenin družinskega debla in nikakor nič ni videla, nekako je bilo zmerom preveč boleče. Potem, ko je pa končno prišla do očeta, jo pa oče ni želel pogledati. Ta meditacija je tukaj noter, ko imajo čakre žur, pa tudi v tej knjižnici meditacij, tam je kar nekaj teh meditacij za čiščenje korenin družinskega debla. V glavnem. In ko je končno prišla do očeta, se je obrnil stran in je ni želel pogledati. In ko jaz vodim skozi to meditacijo, rečem, in če vas oče ne pogleda v oči, če vas ni vesel, ga vprašajte, česa ga je sram. In je dobila odgovor, tebe. In seveda jo pa čisto sesul, in ko sva naredili midve osebno svetovanje, je bilo vse povezano z njeno stopnjo polnjenja, koliko si zapolni, koliko dobra je bila v šoli, pač njen oče se ni mogel z njo pohvaliti. In ji ni dajal ljubezni in ji je odtegnil ljubezen in dejansko ona je v bistvu prišla do vseh odnosih, je potem začela tekmovati, začela je dokazovati, da je vredna, da ima v sebi nekaj, v čemer je najboljša, ampak v osnovi je hrepenela že celo življenje po očetovi pohvali. In seveda, kakšne partnerje je dobivala? Ja. Take, ki so ji dali vedeti, da ni dovolj, taki, ki so ji dali vedeti, da ni v redu, taki, ki so jo izkoristili na vseh možnih koncih, v glavnem take partnerje, ki enostavno je vedno potegnila ta kratko. No, zdaj pa še ena zadeva. Za vse vas dame, kjer pa imate mogoče očeta, ki je v ljubeči energiji, se pravi, kdo pri hiši nosi hlače, to je zelo pomembno. Tisti, ki pri hiši nosi hlače, se pravi, če je vaša mama nosila hlače, pomeni, da so na korensko čakro zapisani programi vaše mame, ne očeta. Tistega, ki je v moški energiji. V tem primeru, če je oče v ženski energiji, ker pogosto je tam, ker je mama možača, je to korenska čakra, imate vi upraviti z mamo in z mamo. Mogoče imate neko mehno zamero do očeta, ker se ni postavil svojo moč, ampak sigurno imate na korensko čakro mamine programe in na solarni pleksus mamine programe. Pač, ja, toliko dela, vem, toliko dela. Odpuščanje. Začneš tukaj noter, na korenski čakri, na spolni čakri. Seveda, v okviru moje šole vas bom vodila korak za korakom, korak in bomo sproti delali. In sem se odločila, da bom delala tudi osebno, pač da bomo delali tudi tako fizično, da se bomo dobili, zaradi tega, ker želim, da bom takoj šla s skupino naprej, da bomo takoj predelali zadeve, zaradi tega, ker ne želim, da se nekdo predolg časa ukvarja z eno in isto zadevo. No, zdaj pa, če pogledamo korensko čakro. Veste, jaz, ko sem šla čez te moje programe, spolna čakra. Spomnim se, da sem šla hoditi in sem šla na Stari vrh sem šla hoditi. In
Sama sem bila, jesen je bila, jesen ali pa zgodna pomlad. V glavnem, v vsakem primeru ni bilo ljudi. In sem mi sestavila tale pesem. Preporod. Za vas, drage moje prednice, za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste tiho ječale v dolgih nočeh. Za vas, drage moje prednice, ki ste svojo bolečino skrile pred obrazi vseh in si zjutraj nadele trpek nasmeh. Za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste stisnjenih ustnic hodile svoj marš, ker je nekoč veljalo, da veljaš toliko, kolikor imaš. Za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, za vas, ki ste obupano molile za pomoč. Za vas, drage moje prednice, za vas sprejemam svojo sveto spolno moč. Moje celice nosijo odtis vaših oblin, nosijo pa tudi zapis vaših bolečin. Za vas in zaradi sebe. Če ne bi bilo vas, ne bi bilo mene. Za vas in zase se osvobajam vse teže, ki že toliko rodov duše reže. Za vas in zase se osvobajam vsega trpljenja, ki sem ga podedovala po družinskem deblu življenja. Za vas, drage moje prednice, za vas in zase hodim po teh tihih poteh. Po tihih poteh hodim tudi za moje otroke in za otroke mojih otrok in njihove otroke. Za vas, drage moje prednice, za vas in za vas rod delam notranji preporod. In to naredite tudi vi. Naredite to, da vaš notranji preporod zase in za svoje otroke, ker je pač vredno, ker je vredno iti najprej osnovne odnose pogledati v tem življenju, zgodnje otroštvo, nosečnost, potem pa korenine svojega družinskega debla, pogledati prednike, kakšne programe prenašate po družinskem deblu, šele na to pridete do preteklih življenj. Ja, vem. Veliko je. Vem, da je naporno, ampak je pa vredno. In vam povem, da če se vam dogajajo zadnje čase res čudne zadeve, da čutite, da vas vaša duša poriva naprej, da čutite, da imate 1001 težavo, začnite delati. Kje začeti? Vzameš knjigo, ko imajo čakre žur, jo odpreš na ta prvi strani in prebereš posvetilo. To knjigo posvečam tebi, draga stara duša. Čas je, da vsako celico svojega telesa spustiš svetlobo. Dovoli, da se v njih aktivira tvoja božanska moč. Ko boš počistila vso bolečino, se bo energija stvarnika izražala skozi tebe in ta energija ti bo pomagala, prinesla blagoslov na vseh področjih. To si zaslužiš. V sebi si božanska, v sebi si večna in veličastna. In mogoče rečeš, no ja, mogoče pa sem. In potem začneš delati lepo, počas. In potem pri zaključku sem napisala, kako jaz razumem same čakre. Čakre so na ta način, kot bi bili sestavljeni iz 9 različnih osebnosti. Se pravi, ta korenska čakra je povezana s temeljnimi prepričanji. To je naša prva osebnost in definira, kdo jaz sem. Prva osebnost, ki nima zgrajene svoje vrednosti, si govori, joj, kako sem neumna, ali kakšen štor sem, ali kako sem grda, ali pa zguba sem. Tako ima lahko vaša prva osebnost velike težave s samozavestjo, postavljanjem mej, pohlepom, nevoščljivostjo, škodoželjnostjo, preračunljivostjo ali ljubosumjem. Prva osebnost se uči preseči osnovne programe pomanjkanja. Dokler ne zgradite zdrave samopodobe, toliko časa privlačite čustvene vampirje, ta oseba privlači čustvene vampirje, ki jo vedno znova ranijo z namenom, da se začne zavedati, kako je čas, da sebi dvigne vrednost. Ja, to je prva osebnost, ne? Prva osebnost je
To je korenska čakra, spolna čakra. In dokler tega ne počistiš, ne moreš naprej. Zdaj pa pojdimo pogledati nekaj ključnih sporočil s kart Prehod v novo dobo, da slišim, da vidim za tole svetlo dušico, ki gleda ta sporočila, kaj je ta trenutek zanjo pomembno, da ve, da v zavesti, katero sporočilo ji je namenjeno, da bo lažje šla naprej. Varno je ljubiti, lej to. Varno je ljubiti. Čas je za ljubezen. Ampak ni ta ljubezen toliko povezana dušni partnerje. Povezan je s spolnim partnerjem. Ampak ena stvar, koga privlačiš v svoje življenje, če ne boš počistila energijo prejšnjih partnerjev, boš naslednjega dobila enakega. Dokler boš imela korensko čakro, ki je povezana pač z moško energijo v tvoji družini, okuženo, boš dobivala točno take ljudi, ki bojo imeli zelo nizko vibracijo. Zato je čas, da vzpostaviš ljubezen. Druga, intuicija. Jasno zaznavaj sporočila, ki tečejo skozi tvojo zavest. Čas je, da dobiš sporočila, pa bo to naključij, prebliskov, slik in novo jutro. Stvarstvo ti čestita za pogum, si na pravi poti, vse poti naprej so gladke. Tako kot en portal je pred tabo, zdaj bomo šli še prebrati ta sporočila. Se pravi sporočilo 42. Odprta bodi za prejemanje in dajanje ljubezni. Stvarstvo ti pošilja dušnega partnerja, da lažje greš preko prehoda. Naj med tabo in njim teče čista ljubezen. Z vajino ljubeznijo dviguje ta vibracijo zemlje. Potem naprej intuicija, to je karte 72. Zanimivo je 72 je sporočilo. Stvarstvo te vodi tja, kjer je najbolje tako zate, kot za vse druge. Vodniki ti šepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepusti se vodstvu. Čeprav ti mogoče še ni jasno, zakaj in kako, zaupaj. Bolj kot si v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavaš sporočila. Hrup in nered v tvoji glavi samo blokirata jasnost sporočil. In novo jutro, 25, se je na pravem mestu. Strah je obraz teme, ampak ti si svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviraš napredek. Vse je prav, pred teboj je novo obdobje, najhuje za teboj. Ohranjaj stanje ljubezni. Tako da ja, lej, nekaj se je obrnil ali pa se obrača v novo smer. Dajmo pogledati, če tole, da vidimo, kakšno sporočilo ti še namenjeno ta trenutek. Očitno se nekaj res obrača v ta pravo smer. Nekaj si že počistila, neke premike si naredila v svojem življenju. In tisto, kar ti povzroča stres, boš morala spustiti. Verjetno te življenje vodi iz cone udobja ven. Ja, vem. Tako enostavno se je skrit, ko ja, vem, jutr. No, sej jutr bo nov dan, sej vem. Bom jutr. Ja, nehaj odlašati. In čas je, da pogledaš, kaj ti povzroča solze. Čas je, da se povežeš z virom, svojo dušo, z vodniki in da začneš ustvarjati skozi svojo moč. Ampak dokler ne boš odpustila, dokler ne boš čistila maternice, ne moreš priti do tega, da si ustvarjalka. Ne moreš priti do tega, da ustvarjaš skozi svojo sveto moč. Ja, in čas je za zdravljenje prav maternice. Čas je za zdravljenje maternice. Tako da, to je ja, in pol celovitost, leto. In potem celovitost, to je to. Dobesedno, ja, tudi temen del sprejmeš, v redu je, vse je bilo potrebno za tvojo rast, narediš premike naprej, predvsem pa na čustveni ravni spustiš tisto, kar je potrebno. Zato pač uporabljaj zdravilno molitev dekodiranja in boš videla, kako se bo začela osvobajati. Takole se bojo delali premiki, kot bi klik delali. Enostavno, ko se boš spravila iz te cone obdobja, ker rečeš, nimam časa
in začela 2-krat na dan izvajati zdravilno molitev dekodiranja, boš videla, v tvojem življenju se bodo začeli dogajati čudeži. Tako da, nič kaj tako posebenega, ampak sprav se že iz cone udobja. Tako da vse dobro ti želim. In ja, to je do danes sporočilo zate, tako kar klicalo me je, daj posnem tale video, toliko pomemben je. Tako da uživaj, vse dobro ti želim. In ja, današnje sporočilo je v osnovi, spravi se s cone udobja in začni delati korake za sebe. No, tako da vse dobro ti želim in res imej se rada. Vse to delaj za sebe, kar se imaš res rada.